Franci, gospod župnik Zlog Simon, gospod Tone, ki je v spovednici, bogoslovec Matjaž, dragi romari in romarice. Magdalena Gornik nas je danes, 19. julija, v letu gospodove 2021, zopet zbrala, da se ob 186. rojstnem dnevu Bogu zahvalimo za dar njenega življenja, pri tem krstnem kamnu, pri katerem je bila krščena tudi ona. In za njeno pričevanje vere, ki ga je pokazala zvesto celo do herojskih kreposti. Po 2 letih, kar smo se lahko na večjem številu skupaj z gospodom Nadškofom zadnjič zbrali na tem svetem kraju, smo po hudi pandemiji, ki še vedno resno ogroža naša življenja in svet, spet zbrani tukaj. Tukaj, kjer je Magdalena doživljala posebne milosti in v senci katere svetišča je tudi njen grob. Ta je bil v minulih mesecih, ko se nismo mogli zbirati v velikem številu kraj, kamor ste mnogi posamično, kljub oviram in preprekam, radi prihajali. Prepričan sem, da vam je Magdalena pomagala in vas navdihovala za poglobljeno življenje po veri. Še več, prepričan sem, da je bila tudi ona velika prikrošnica, ki je obvarovala kljub vsem neumnostim, ki so se pojavljale v našem javnem življenju, ki je obvarovala našo domovino najhujših nesreč. Prav je, kljub temu, da vsi vse vemo, na začetku tega bogoslužja še vedno si prikličemo v spomin njeno življenje. Magdalena se je rodila očetu Jožefu in materi Ani v Janežih na današnji dan leta 1835 kot tretja od 7 otrok. V letu prvega svetega obhajila je, stara, pomislite, komaj 12 let, doživela prikazanje Matere Božje. Ta je napovedala posebno poslanstvo, ki ga od nje pričakuje Jezus. Klicanje ljudi k spreobrnenju in darovanje lastnega trpljenja v zadoščevanju Bogu za žalitve in grehe človeštva. 11. avgusta 1848 je torej 13-letno dekle doživelo prvo zamaknjenje in od takrat naprej skoraj vsak dan do svoje smrti. Marijina obljuba o prvem prikazanju, da ne bo več trpela ne žeje, ne lakote, se je začela prav tako izpolnjevati. 25. septembra 1848 je prenehala uživati zemeljsko hrano. In tako je bilo vse do smrti, torej 47 let. Njena hrana je bilo sveto obhajilo. Ob tem pa je, kot vemo, v zamaknjenih včasih prejemala še posebno nebeško jed. Tisto, kar je dela veliko, je to, da je na svojem telesu občutila del tistega trpljenja, ki ga je pretrpel križani Jezus. In zato se danes posebej oziramo v bogoslužju k svetemu križu. Septembra 1848 je ohromela. Novembra istega leta pa je prejela stigme, znamenja na rokah in nogah ter na strani. Glas o njenih ranah, zamaknjenih in videnih, se je razširil po vsem avstrijskem cesarstvu. Tudi v hrvaške dežele, v Avstrijo, na Dunaju so pisali o tem in na Madžarsko. Zaradi vsega tega so Magdaleno 2. marca 1852 pripeljali na opazovanje v sodraško župnišče. Gora je takrat, kljub temu, da je imela svojega duhovnika, spadala še v sodraško župnijo, kakor tudi spada danes. Zaprisežene priče so videle njene stigme, trpljenje, doživeli njena zamaknjenja in videnja. Takratni župnik Lesjak je bil sprva prepričan, da bo Magdaleno razkril kot prevarantko. Po preiskavi pa je zapisal, da se ji ni treba, to je zapisano, ni treba bati najstrožje komisijske preiskave. Na velikonočni ponedeljek 9. aprila 1855, torej 3 leta pozneje, je bila Magdalena po 7 letih ozdravljena ohromelosti. Rane so bile videne do tega leta. Nato je prosila Jezusa, da jih zaradi radovednih ljudi, ki so trudoma prihajali tja in jo opazovali, da jih odvzame.
Ostala je le rana na srcu, na strani srčne. Po letu 1853 ljudje niso slišali več njenih glasnih vabil in opominov k spreobrnjenju. Videli pa so lahko njeno mistično trpljenje in občudovali njeno ljubezen do rešnega telesa. Od leta 1867 do 1893 je živela v župnišču na Blokah, kamor jo je z dvema rodnima sestrama povabil župnik Janez Kaplenek, nekdanji sodržki kaplan, potem ko je videl, da sestre nimajo prostora doma, ker se je brat poročil. Po njegovi smrti so se sestre vrnile v domačo župnijo in si tam, kjer je danes gasilski dom, zgradile majhno hišo. Magdalena je umrla v zamaknjenju na prvo postno nedeljo 23. februarja 1896. Počiva v grobu svojih staršev. Predragi, toliko o njenem življenju. Vse, kar obstaja, je sveto. S temi besedami je angleški duhovni pisatelj Thomas Merton opredelil bistvo mistike. Mistik, kakršnim je bila tudi Magdalena Gornik, je tisti, ki prodre v skrivnost bivanja. Tisti torej, ki začuti in zna izraziti, kaj je za človeka pomembno in bistveno, kaj je na dnu tega minljivega sveta in vesolja. Evangelist Janez, ki je prodiral skrivnost vsega bivajočega, predvsem pa v skrivnost Jezusa, človečene besede, je to v svojem 3. poglavju Evangelija izrazil z njegovimi, z Jezusovimi besedami, ki smo jih pravkar slišali. Namreč, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Pravijo nekateri razlagalci, da je to eden najlepših stavkov v Evangeliji. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor vanj veruje, ampak imel večno življenje. Torej, krščanski mistik sploh ni naiven človek. Naivnež, ki ne bi vedel, da je temna stran človeka vedno tudi navzoča, vedno razdirajoča, da vodi globoka brezna zavisti, sovraštva, vojne in smrti. To je naše nagnjenje k grehu. In ko se mistik tega zaveda, ve tudi, da so večje in bolj pomembne stvari, človek, svet, naša zgodovina, prizorišče Božje odrešitvene zgodovine in predmet neskončne Božje ljubezni. Po čudežu čudežev, ko je Bog iz ljubezni dal svojega sina, ne da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil, je človeštvo, je svet in vesolje našlo svoje ravnotežje. Morda se zdijo to težke teološke misli. Povezali jih bomo z Magdalenim sporočilom. Glavno sporočilo, ki ga je Bog dajal po Magdaleni in je pomembno in bistveno za vsakega človeka, ni bilo usmerjeno na zemeljski cilj ali dobrine. Ne na horizontalo, ne na to, kaj bomo imeli, koliko bomo ustvarili, koliko si bomo lahko privoščili. Ne, ampak na človekovo osebno zveličanje. Torej, ali bomo dosegli večno srečo pri Bogu ali ne. Zato je Magdalena Gornik vabila k molitvi, zahtevala spreobrnenje, pokoro ter napovedovala Božjo kazen, če se človeštvo ne bo odreklo grehu. Gospod je v videnih celo pokazal šibe, ki so namenjene ljudem, če se ne spreobrnejo. Magdalena je naprej videla vojne, lakote, bolezni, ogenj in povodni. Najhujša šiba, ki jo je imel Gospod pripravljeno, pa je bil, pomislite, odvzem vere, izguba vere. Ko je govorila o videnju o kaznih, so navzoči videli v njenih rokah majhen meč ali šibo. Večkrat je povedala, da je videla dve poti, katerih konec je bil različen. Prva pot je bila široka, ravna in tlakovana cesta, po njej je hodilo veliko ljudi, a njen konec je bil pekel. Druga pot je bila ozka in strma in križem polna steza, po njej je hodilo malo ljudi. A to je bila edina steza, ki je vodila v nebesa, oziroma kraj večnega veselja, kot je rada sama ponavljala.
Dragi Romarji, Magdalena je doživela mistična videnja in zamaknjenja v letu 1848. To je oddaljeno obdobje za nas. A če bomo imeli samo to, da je bila takrat marčna revolucija, ena od mnogih revolucij, ki so se potem še ponavljali, ko se je zdelo, da se ves tedajni svet sesuva. Preprosti ljudje so, zaslepljeni od lažnih obljub, po popolni svobodi začeli močno pešati v veri, bolj posvetno in grešno živeti in se ne omeniti za božje in cerkvene zapovedi. Ljudi je zajel tako imenovani občutek vse splošne svobode tudi na verskem področju. Hoteli so ustvariti nov način življenja, v katerem Bog ne bi bil več potreben. Se vam ne zdi, da je tak ali morda še hujši čas ta, ki ga danes živimo? Ste se morda vprašali, če ni pandemija COVID-19 opomin in svarilo, ter vabilo k spreobrnenju? Razviti svet, kamor spada tudi naša domovina Slovenija, se duši v blagostanju, kjer Bog po mnenju mnogih ljudi, skoraj da lahko rečemo večine, ni potreben. Velik del drugega sveta pa trpi lakoto in pomanjkanje, na kar nas večkrat opozarja tudi papež Frančišek. V tem tako imenovanem razvitem svetu pa so ogrožene temeljne vrednote družbe. Spoštovanje življenja od naravnega spočetja do naravne smrti. Splavi in evtanazije so v nekaterih državah danes postali pravica. Pomislite, uboj otroka, ki se ne more braniti, postane pravica. In podobno tudi z ostarelim človekom, ko si ne more več sam pomagati. Tako je uzakonjeno na Nizozemskem, v Belgiji in lahko bi še kje naštevali. Drugo, ogrožena je družina kot skupnost moža in žene z namenom rojevanja otrok. Pomislite samo na zadnje debate v zvezi z Madžarsko in Poljsko v Evropskem parlamentu. Vzgoja otrok, vaših otrok, v naših šolah daje prednost in ugodnosti nenaravnim skupnostim. Danes se zdi, kot da je normalno postalo nenormalno, nenormalno pa hočejo narediti za normalno. In to celo uzakoniti pod krinko nestrpnosti. In tretje, ogrožena je tudi verska svoboda, doma in po svetu. Saj smo kristjani najbolj preganjena skupnost, to so znana dejstva v svetu že leta. Pomislimo na preganjanje kristjanov na Kitajskem, Pakistanu, v Nigeriji, sploh v Severni Afriki, v Afganistanu in tako naprej. Zaskrbljujoče pa je tudi stanje krščanstva v zahodnem svetu. Evropa je, kot je dejal že sveti Janez Pavel II, postala najbolj ateističen kontinent. Odpovedali smo se tudi temu, da je krščanstvo eno od temeljev Zahodne Evropske unije. Na Nizozemskem, Belgiji, Angliji in Španiji je vera močno opešala. Prav nedavno je bil objavljen 2 meseca nazaj podatek. V Franciji povprečno vsakih 14 dni zgori, se poruši ali oropajo eno cerkev. Mimogrede, vsakih 15 dni pa postavijo eno novo mošejo. V Nemčiji in Švici prav v teh dneh prihaja do razkola znotraj katoliške cerkve, ker hočejo nekateri uveljaviti žensko duhovništvo, odpraviti celibat in blagoslavljati istospolne skupnosti. Že nekaj let se srečujemo tudi z grehom spolnih zlorab znotraj cerkve, kar je ostuden greh. Magdalena Gornik je, kot da bi vedela, kaj prihaja na ta svet, pogosto ponavljala. Vero ohranite. O, vera gre dol, zdaj bo vsa opešala. Da. Ohraniti vero. Sredi tega razkristjanjenega sveta, ki se utaplja v potrošništvo in individualizem. Človeku, zagledanemu v razvoj in napredek znanosti, zato veljajo njene besede, to zelo pomembne. Bodite ponižni, ne bodite prevzetni in napuhnjeni. Poslušajte Božjo besedo in jo ohranite v svojem srcu. Molite radi. Ponižen, poslušan Božjo besedi, moli radi. Mar ni tudi izgled Matere Božje, ki jo prav tukaj tudi častimo.
Predragi, ko gledamo vse nevarnosti, ki uničujejo človeštvo, ne moremo mimo poslanstva, ki ga je imela Magdalena in kakršnemu vabi tudi nas. To pa je zahtevno. Kakšno je? Trpeti, zadoščevati za grehe, ne samo svoje, tudi grehe drugih ljudi, ter klicati, ja, z besedami in zgledom, k spreobrnenju in pokori. Slišali smo najlepše Jezusove besede, ko pravi, Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Ja, v tem stavku je Jezus povzel vse, kar je bilo potrebno za odrešenje človeštva. Z Božje strani življenje Božjega sina, z človeške strani pa vera vanj. In zato se lahko danes sprašujemo, tako kot je Jezus sam zastavil v Evangeliju vprašanje, bo sin človekov še našel vero na zemlji, ko bo prišel v koncu času? Bo našel vero. Bog nas po Jezusu tudi po današnjem evangelskem odlomku uči, kakšna mora biti naša vera in prava ljubezen. Ljubezen ne misli nase, temveč se nesebično daje drugim. Božja ljubezen je zgled človeški ljubezni. Brez Jezusove ljubezni, zaradi katere je šel na križ, bi bil človek izgubljen, je večkrat rekla Magdalena Vornik. Prvak slovenskih pesnikov in Magdalenin sodobnik France Prešeren je v svojem krstu pri Savici izpovedal, da pravi Bog se kliče Bog ljubezni, ki čudno k sebi vod otroke ljube in ne želi, da se pogube. Bog hoče, da ga iščemo, iskreno, tako da živimo po svoji vesti, da pošteno izpolnjujemo svoje dolžnosti, da smo dobri do svojih bližnjih. Pomislimo samo na razmere v naših družinah, slovensko bolezen, kreganje zaradi dediščin in zaradi mej. Mar ni to v nebo pijoč greh, ki se mu ne znamo odpovedati. Vse se suče samo okrog nas in naših želja. Dragi bratje in sestre, smo v dobi boja proti pandemiji. Cepiva nas varjajo pred boleznimi tako, da naš imunski sistem naučijo prepoznati in napasti virus ali bakterijo. V telo nam vbrizgajo antigene bolezni, drobcene delce, laično povedano, da tvorimo protitelesa, s katerimi bomo v prihodnje premagali to bolezen. To, kar nas premaguje ter prinaša bolezen in smrt, nam zdaj daje moč, da se upremo in bolezen premagamo. Glejte, nekaj podobnega je Jezus storil za nas na križu. Strupena kača v Mojzesovem času, ki je prinašala bolezen in smrt, je postala orodje ozdravljenja. Enako je z Jezusovim križem. Še več, Jezus se nam je sam daroval v sveti Evharistiji. In to je tisti protistrup, s katerim lahko premagamo ne samo proti virusu. To bo pomagala cepiva, ampak najslabši virus, virus greha, ki razžira našo dušo in nam onemogoča, da bi prišli v večno srečo v Bogu, kar mora biti naš cilj in k čemu nas vabi Magdalena Vornik. Amen. Pa izpovej.